Prva publikacija nosi naslov Komentarji poglavij 1 do 4 pravopisa 8.0. Pravopisna komisija pri SAZU in ZRC SAZU je od decembra 2019 do marca 2021 namreč na portalu Fran objavila predloge 4 novih pravopisnih poglavij in jih s tem dala v javno razpravo. Pravopisna pravila so vsakokrat predstavljena javnosti tudi s komentarji, ki pojasnjujejo način razmišljanja in posamezne odločitve pravopisne komisije. Komentarje smo hkrati s pravopisnimi poglavji objavljali že na spletišču pravopisne komisije. Skupna in delno posodobljena spletna publikacija, ki je izšla avgusta letos, pa je nastala zaradi pogosto izražene želje, da bi bila vsa pojasnila uporabniku čim lažje dosegljiva in da bi se bilo mogoče nanje sklicevati, kot je to v navadi pri znanstvenih publikacijah. Komentarji so napisani kot utemeljitve predstavljenih pravil, sodelujočim v javni razpravi služijo kot pojasnila predvsem na tistih mestih, kjer odločitve še niso povsem dokončne in komisija pričakuje v javni razpravi nove argumente, ki bodo pripomogli k bolj konsenzualni odločitvi. Gre za trše orehe, ki jih je jezikoslovna skupnost dlje puščala ob strani ali jih povsem prezrla, nekatere od njih pa tudi označevala kot suženjsko prevajanje tujih besedilnih predlog. Pogosto pa je z elektronsko dobo postalo prilagajanje mednarodnim pisnim standardom tako običajno, da že pogostnost rabe zahteva umestitev takih enot v sistem knjižne slovenščine in ob tem tudi ustrezno argumentacijo. Poleg tega v dobi naraščajoče jezikovne raznolikosti še tako velika želja po jezikovni enotnosti ne more prezreti raziskav, ki potrjujejo, da se tudi knjižno-jezikovne prakse med seboj razlikujejo. Nekoč osamljeni jezikovni pojavi danes dobivajo sistemske vzorce, zato tudi jezikovni opis zahteva posodobitev, hkrati pa seveda utemeljitev teh sprememb. Drugi publikaciji nosita naslov Pravopis 8.0, pravila novega slovenskega pravopisa za javno razpravo. Izšli pa sta v 2 delih, prvi nosi potem dodatni naslov 1, pisna znamenja, 2 krajšave, drugi ima dodatni naslov 3, velika in mala začetnica, 4, prevzete besede in besedne zveze, obema pa sledi potem še dodatni pojasnitveni del pripombe javne razprave, ki je za to publikacijo pravzaprav ključen. Odziv v obeh dosedanjih javnih razpravah je bil zelo dober, izjemno dober pravzaprav, in v želji po čim bolj transparentnem procesu prenove pravil smo se odločili tudi za objavo pripomb v 2-delni elektronski publikaciji. Vsak del na začetku vsebuje po 2 pravopisni poglavji, kot sta bili pripravljeni in že predstavljeni v javni razpravi. V prvem delu, kot že rečeno, pisna znamenja in krajšave in v drugem delu velika in mala začetnica in prevzete besede in besedne zveze. Pod poglavjema pa vsakokrat sledijo urejene pripombe, ki nam jih je posredovala zainteresirana javnost. Predloge smo prejeli bodisi prek spletnih obrazcev, bodisi neposredno od različnih udeležencev razprave, tako individualno kot skupinsko, na primer mnenja lektorskih skupin ali sodelavcev v kolektivih medijskih hiš, in v teh pripombah so se lahko seveda odzivali tudi že na naše komentarje, ki so predstavljeni v tej prvi danes predstavljeni publikaciji. Večina pripomb je bila nepodpisana, podpisane smo anonimizirali. Pripombe so večinoma konstruktivni predlogi, pogosto pospremljeni z gradivskimi razširitvami, ki so rezultat bogatih osebnih izkušenj tudi ob lektoriranju in uredniškem urejanju besedil. Vseh smo bili in jih bomo veseli tudi ob prihodnjih javnih razpravah, saj nam bodo pomagale izoblikovati dokončne različice pravopisnih poglavij. Iz posameznih komentarjev veje tudi nezadovoljstvo zaradi opisno-razlagalnega značaja napotkov ali pa razpravljavce moti mestoma, navajam, neodločna dikcija, konec navedka, saj naj bi delovala v pravopisnih pravilih, spet navajam, nekoliko pomehkuženo, konec navedka. Tovrstna prepričanja izhajajo iz nepoznavanja jezikoslovne in normativne narave priročnika, ki ga res najpogosteje imenujemo pravopisna pravila, a v tej verziji nosi zgolj naslov Pravopis 8.0. Kljub izrazu pravila pa pravopisnih pravil ne moremo primerjati s pravnimi zakoni ali zakoni v naravoslovnih vedah. Sestavljavci predloga pravil smo že večkrat poudarili, da v pravopisu 8.0 namesto že presežene predpisovalne kodifikacije uporabnikom slovenščine ponujamo opis možnosti, ki so v knjižnem jeziku uresničljive in sprejemljive.
uporabniki slovenščine, ki se želijo izražati knjižno oziroma ki se želijo sporazumevati v knjižnem jeziku, med njimi izbirajo glede na vrsto besedila ali okoliščine ubesedovanja. Pripombe javne razprave objavljamo tudi zato, da bi se lahko vsi, ki jih tematika zanima, zlasti pa raziskovalci in raziskovalke ter študenti in študentke slovenistične in drugih jezikoslovnih smeri, o predlogu pravil seznanili z drugačnimi mnenji, prepoznali potencialne vsebine za svoje raziskave in pri tem oblikovali tudi svoje argumente ob tekmujočih predlogih ter tako pripomogli k razvoju pravopisja in stroke nasploh. Hvala lepa.